dobrodošli v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Rad bi vam sicer izrekel dobrodošlico v samem muzeju, pa pač iz znanih razlogov to ni mogoče. Sem pa prepričan, da predavanje zato ne bo nič manj zanimivo in manj kakovostno. Sem Domen Kavčič, sem kustos v Muzeju novejše zgodovine, delam na oddelku fototeke in sem en izmed sodelujočih pri postavljanju razstave, ki se je sicer včeraj zaključila, podrla, Republika Slovenija 30 let. Sama razstava je predstavljala in govorila o Republiki Sloveniji v zadnjih 30 letih, kot že sam naslov pove. V okviru te razstave bo organiziranih, nekaj je že bilo in še nekaj jih bo, več predavanj na dotično tematiko. Konkretno danes bojo kolegi predstavili, kot že rečeno, oziroma kot že sam naslov pove, administrativno ureditev Slovenije. Naslednjo predavanje bomo sicer videli še v kakšni obliki, bo pa najverjetneje 25. novembra, ko bo kolega Aleksander Lorenčič govoril o gospodarski zgodovini v zadnjih 30 letih v Sloveniji, tako da vabljeni tudi na tisto predavanje. Sicer bojo pa današnji predavatelji Jernej Gradišnik, Luka Hekić in Žiga Jerman nam predstavili na kratko zgodovino administrativne ureditve v Sloveniji, kako je pač prišlo sploh do take administrativne ureditve, v kakršni pač danes živimo oziroma kakršni smo danes priča. Kot rečeno, predavanje se snema, na ogled bo potem tudi na YouTubeu, s profesorjem Balkovcem smo dogovorjeni, da ga objavi tudi na oddelčnem računu YouTubea, tako da za vse tiste, ki si boste morda želeli predavanje še enkrat ogledati, ali pa za vse tiste, ki so predavanje oziroma bojo predavanje zamudili, bo to seveda tudi na voljo tam. Zdaj bi pa besedo kar predal predavateljem. Jaz se bom z ekrana poslovil, bom seveda tukaj, tako da kar prosim. Torej, pozdravljeni še v našem imenu. Kot je povedal že Domen, smo Jernej Gradišnik, Luka Hekić in Žiga Jerman. Trenutno smo študentje dodatnega leta magistrske stopnje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, torej na smeri novejše zgodovine. In danes vam bomo predstavili nekako administrativno ureditev Slovenije. Zdaj sama tema smo jo dobili tako, da smo pod mentorstvom dr. Repeta in dr. Mikšo ustvarili seminarsko nalogo Administrativna ureditev Slovenije, v kateri smo se osredotočili predvsem na razvoj občin od leta 1848 in vse do danes. Potem pa smo torej za potrebe tega predavanja to tematiko nekoliko razširili in smo dodali torej celotno administrativno ureditev od leta 1848 pa do danes. Zdaj nekako smo si to tako zamislili, da bom jaz povedal nekako bolj zgodovinski del, torej od leta 1848 do leta 1991, potem bo kolega Jernej povedal torej razvoj administrativni od leta 1991 pa vse do danes in potem na koncu bo kolega Žiga predstavil še nekoliko več statističnih podatkov, kar se tiče samega zgodovinskega razvoja in pa torej takšno stanje, kot ga imamo danes v Republiki Sloveniji. Zdaj upamo torej, da bo vse potekalo gladko, ker v bistvu do včeraj smo še mislili, kot je povedal tudi kolega Domen, da bomo imeli to na lokaciji, ampak na žalost pač razmere ne dopušča, zato smo se tudi mi nekoliko mogli prilagoditi in upamo, da bo potem vse, kar se tiče predstavitve in povezave, potekalo kot treba. Zdaj, za nek uvod, če kar začnemo, torej v obdobju zgodnega novega veka že država začne posegati v nižjo pravo, kar se dokončno trdi potem z zemljiško odvezo septembra leta 1848. Zdaj v nižjo pravo je začela posegati predvsem iz dveh razlogov, torej v razloge vojske in pa torej za učinkovitejše pobiranje davkov. In v bistvu to obdobje po revoluciji 1848 predstavlja nek začetek modernosti na področju uprave, se ta postane čisto državna in pa ločena od sodstva.
Zdaj, če pogledamo torej kar nekako na hitro upravno-teritorijalno razdelitev na Slovenskem skozi zgodovino, zdaj ta najvišja pod federalnim nivojem imamo do leta 1918 dežele oziroma kronovine, potem v prvi Jugoslaviji do Aleksandrove diktature imamo na Slovenskem torej dve oblasti, potem imamo od diktature 1929 pa do začetka druge svetovne vojne oziroma uradno, pravno gledano do konca druge svetovne vojne imamo potem eno Banovino in pa torej v drugi Jugoslaviji poznamo 6 socialističnih republik oziroma torej slovensko ozemlje je bilo organizirano v Socialistični republiki Sloveniji, ki je obstajala do osamosvojitve leta 1991. Potem nekoliko nižjo upravo so predstavljala okrožja. Ta so v bistvu glede na obdobje, ki ga bomo obravnavali, so bila ukinjena precej hitro, torej na Kranjskem in pa Koroškem že leta 1849, potem na Štajerskem in Avstrijskem Primorju leta 1860 in potem za upravne potrebe so bile ponovno ustanovljena v drugi Jugoslaviji, torej v obdobju prvi 2 leti po vojni in potem še torej za kratek čas med leti 49 in 51. Potem še nižje poznamo torej okraje, to so začeli nastajati recimo v času že Marije Terezije in pa Jožefa II. In so se v bistvu ohranili vse do leta 1965, ko so bili dokončno ukinjeni in pa torej najnižjo lokalno upravo predstavljajo občine, ki so nastale torej ravno v začetku obravnavanega obdobja, torej leta 1849 in jih z raznimi izjemami, ker bomo kasneje videli v drugi Jugoslaviji, poznamo torej kontinuirano še danes. Zdaj, če se prvo osredotočimo torej na prvo obdobje, Avstrijsko cesarstvo in pa kasneje Avstro-Ogrsko, zdaj slovensko ozemlje današnje je bilo razdeljeno med 6 dežel, torej kot vidimo na zemljevidu tudi v rumenem Koroško, ki je v današnjem državnem ozemlju predstavlja precej majhen del, naprimer potem je imela glavno mesto v Celovcu, potem naslednja je Kranjska, ki je obarvana modro, zdaj glavno mesto je bila Ljubljana, je nekako veljala za najbolj slovensko deželo in je torej z veliki večini razen enega majhnega dela Bele peči, ki je v današnji Italiji, torej je v celoti v današnji Sloveniji in predstavlja nekako glavnino današnjega državnega ozemlja. Potem imamo Štajersko, ki je torej takratna država danes razdeljena na slovenski in pa avstrijski del, nekako se je do današnje državne meje na Slovenskem vzpostavilo predvsem v okviru tako imenovanega Mariborskega okrožja, kar bomo videli tudi kasneje. In potem imamo še 3 dežele, torej Trst, Istro in pa Goriško z Gradiško. V bistvu Istra in Trst sta postala deželi še leta 1849 in pa torej vse skupaj, torej Trst, Istra in Goriško z Gradiško so bile združene v administrativno enoto Avstrijsko Primorje, ki je imela sedež v Trstu. Potem, če pogledamo samo deželno upravo, zdaj načeloma sta se tukaj stekala 2 tira, tako avtonomni kot pa državni tir oblasti. Zdaj, da povemo, kaj to sploh pomeni, naprimer državni tir oblasti, načeloma so uradniki po večini imenovani in mora torej ta tir oblasti upravljati predvsem neke naloge, ki jim naloži država in so enotne po celotnem cesarstvu, medtem ko torej avtonomni tir so predstavniki voljeni skozi volitve in imajo določeno avtonomijo na določenem področju, kot je naprimer predvsem glede področja premoženja in podobne stvari. Zdaj v deželi torej se stekata ta 2 tira oblasti, državni tir predstavlja deželno namestništvo oziroma deželna vlada, ki jo vodi deželni namestnik oziroma deželni predsednik. Zdaj, to je v bistvu ni takšne razlike, predvsem v imenu, naprimer deželna namestništva so bila na Slovenskem, torej na Štajerskem in pa Avstrijskem Primorju, medtem ko deželna vlada je bila na Kranjskem in na Koroškem. In pa potem torej avtonomni tir je predstavljal deželni zbor, ki ga vodi deželni glavar. Ta je bil voljen na vsakih 6 let s pomočjo 4 volilnih kurij. Zdaj pogoji za volilno pravico je bila torej volilna pravica v prvih 2 kurijah za občinske volitve, o kateri bomo povedali nekoliko tudi kasneje. Potem po letu 1896 se pa pridruži tudi 5. neka splošna kurija, v kateri so imeli potem volilno pravico torej večina moških.
Zdaj ta je bila uvedena nekako različno glede na posamezne dežele, torej ni neke enotne letnice. Potem, kar še potrebno povedati, je, da avtomatsko so bili člani deželnega zbora tako imenovani virilisti, torej škofje in pa rektor univerze. Naprimer, če dam primer Kranjske, torej Kranjska je imela eno škofijo, zato je imela enega škofa in pa ni imela lastne univerze, zato torej član deželnega zbora ni bil rektor univerze. Zdaj, na tem nivoju na koncu nikoli ne pride do splošne moške volilne pravice, kot je to naprimer prišlo na nivoju državnega zbora avstrijskega oziroma parlamenta. In pa torej deželni zbor je bil pristojen predvsem za naprimer skrb za javne zgradbe, sprejemanje deželnih zakonov, upravljanje deželnega premoženja in podobno. Potem naslednji nivo, kot že omenjeno, so bila okrožja. Zdaj po letu 1849 jih poznamo zgolj na Štajerskem in v Primorju. Naprimer na Primorskem imamo dve okrožji, to sta Goriško in pa Pazinsko oziroma Istrsko. Potem na Štajerskem je že bilo, torej na današnjem slovenskem ozemlju na Štajerskem že prej omenjeno Mariborsko okrožje, ki se nekako pokriva tudi na severu večinoma za državno današnjo mejo. Zdaj okrožja so predstavljala državni tir oblasti, vodil jih je okrožni predsednik, je potem bil naprej podrejen torej deželni vladi oziroma deželnemu namestništvu in pa torej leta 1860 potem pride do njihove ukinitve v celotnem cesarstvu in se ponovno pojavijo, kot sem že povedal v uvodu, torej za zelo kratek čas v času druge Jugoslavije. Leta 1850 pride do nastanka modernih okrajev, zdaj v našem konkretnem primeru se imenovala okrajna glavarstva, predstavljala so državni tir, torej vodil jih je okrajni glavar, ki je bil imenovan s strani države oziroma cesarja in pa bili torej podrejeno deželni vladi oziroma namestništvu, ki je predstavljalo prav tako državni tir na nivoju dežele. Potem občine, zdaj leta 1849 imamo nastanek modernih občin, med letom, torej za čas Bachovega absolutizma, torej v 50-ih letih je bila tudi ukinjena njihova avtonomija, potem ponovno je bila vzpostavljena v začetku 60-ih let 19. stoletja. Leta 1862 so se občine pričele deliti na navadne in statutarne. Zdaj razlika med navadnimi in statutarnimi občinami je bila ta, da so statutarne imele statut, potem namesto občinskega odbora so imele mestni svet in pa niso bile podrejene okrajem, temveč so bile podrejene potem naprej deželnim oblastem. Zdaj, na splošno so bile občine sestavljene iz odbora in predstojništva. Zdaj odbor je nekako predstavljal na nek način zakonodajno oblast, medtem ko predstojništvo izvršilno oblast. Predstojništvo je načeloma bilo sestavljeno iz župana in pa različnega števila svetnikov glede na velikost občine in pa bilo je izbrano torej strani občinskega odbora. Zdaj same volitve v občinski odbor so potekale na 3 leta. Tukaj poznamo 3 volilne razrede, torej glede na plačevanje davkov se je obstajal davčni cenzus. Zdaj v prvem razredu so torej plačali 1/3 davkov in so bili tisti, ki so plačevali največ davkov, potem v drugem volilnem razredu so bili tisti, ki so plačali 2/3 občinskih davkov in so bili torej in so plačali srednje veliko število davkov in potem v tretjem razredu so bili torej tisti, ki so plačali zadnjo tretjino davkov in so glede na količino torej plačevali najmanjše število davkov. Torej zdaj, če torej povzamemo, v bistvu tisti v prvi volilni razred je imel najmanj upravičencev, kar je pomenilo torej, da so imeli načeloma v praksi največjo moč pri izbiri odbornikov. Zdaj v sami občini imamo prav tako dvotirnost oblasti, se imamo na eni strani torej avtonomni tir volitve in pa določene pristojnosti, ki si lahko občina torej izbira sama, medtem ko potem na drugi strani imamo državni tir oblasti, torej občina je naprej odgovorna torej državi in pa torej določeni uradniki so tudi torej postavljeni strani države. Zdaj, če pogledamo še sam delokrog, naprimer v avtonomni tir oblasti spada naprimer skrb za ceste, skrb za zdravstvo, predvsem v času epidemij, potem upravljanje občinskega premoženja, medtem ko torej na tako imenovani državni tir potem spada predvsem naprimer podpis prebivalstva ali pa torej nabor v času vojne ali podobno.
Potem, torej, kot vemo, je leta 1918 večino slovenskega ozemlja pripadlo kraljevini SHS oziroma po letu 1929 kraljevini Jugoslaviji. Zdaj te dežele so prenehali obstajati, njihove historične meje več niso bile toliko pomembne. Zdaj same deželne oblasti so najprej zamenjale narodne vlade, ki so jih imenovali narodni sveti, potem naslednje leto so narodne vlade zamenjale deželne vlade, potem do leta 1921 so te zamenjale pokrajinske uprave in še leta 1922 je potem prišlo do nastanka dveh oblasti, ki so v praksi, torej kot vidite tudi na PowerPointu, začele obstajati na Slovenskem do leta 1924. Torej na koncu, današnje slovensko ozemlje, ki je spadalo v okvir kraljevine SHS, je bilo razdeljeno, kot lahko vidite tudi na sliki, na dve oblasti, to je bila ljubljanska in pa mariborska. Zdaj oblast je vodil veliki župan, ki je načeloma bil imenovan s strani države oziroma kralja. In torej med leti 1927 in 1929 imamo tudi volitve v tako imenovane oblastne skupščine, kar v bistvu predstavlja neko avtonomijo, vendar zgolj za kratek čas. Potem po letu 1929 pa torej današnje slovensko ozemlje, ki je bilo del torej takrat kraljevine Jugoslavije že, je bilo združeno v tako imenovani Dravski banovini, na čelu katere je bil ban, ki je imel tudi hkrati nek posvetovalni organ, ki ni bil voljen, torej ni avtonomije. Vse skupaj je potem torej tam vidimo ta proces centralizacije, ko slovensko ozemlje vedno bolj izgublja avtonomijo, dokler v bistvu na koncu sploh na tem nivoju ni nobenih volitev. Zdaj, na primer, tudi obseg ni bil najprej tako določen, torej med leti 1929 in potem nekje med leti 1932 oziroma 1933 se obseg Dravske banovine spreminjal, saj so v bistvu ta južna območja, kot so tudi označeno z to svetlejšo črto na zemljevidu, so nekako prehajala med Dravsko in pa Savsko banovino. Zdaj tudi sama imena niso izbrana naključno, saj so vse banovine, razen torej glavno mesto Beograd, poimenovane po rekah, saj so s tem pač želeli nekako v duhu tega integralnega jugoslovanstva zabrisati vsa narodna imena. Potem, če pogledamo torej en nivo nižje, torej okrožje so bila ukinjena, zato so naslednji okraji. Okraje so preimenovali v sreze. Zdaj do leta 1929 so se imenovala srezska poglavarstva, na čelu katerih je bil srezski poglavar, ki je bil pod nadzorom velikega župana in je bil imenovan. Potem po letu 1929 se poglavarstva preimenujejo v načelstva, ki jih vodi načelnik, ki je torej podrejen banu in je prav tako imenovan. Zdaj zakon je načeloma predvideval volitve v srezske samoupravne organe, podobno kot je bilo to med leti 27 in 29 tudi na ravni oblasti, vendar do teh v praksi nikoli ni prišlo. Potem najnižjo lokalno upravo torej seveda predstavljajo občine. Najprej ni bilo nekih večjih sprememb, te so se zgodile šele leta 1920 oziroma 22, ko je prišlo do spremembe predvsem pri volitvah v občinske organe. Zdaj tukaj je prišlo do sprememb, da so bile odpravljene kurije, potem se je znižala starostna omejitev 24 na 21 let, potem na primer odpravljen je bil tudi davčni cenzus in pa torej potem ostal je pogoj, da mora biti vsak, ki želi imeti volilno pravico v občinske organe, mora živeti stalno v občini vsaj eno leto. Zdaj med letoma 1929 in 1933 potem na ravni občin pride do izgube samouprave, saj v skladu z diktaturo so potem razpuščeni voljeni občinski odbori. Zdaj potem v bistvu v duhu tistega časa, potem leta 1933 je ponovno vzpostavljena samouprava, ponovno imamo volitve torej v občinske organe. Naslednjo leto potem pride do delitve občin na mestne in navadne. Zdaj podobno stanje smo imeli že prej v Avstro-Ogrski, ko so se delile na statutarne in navadne, torej ponovno mestne občine so izvzete iz okraja in so podrejene direktno banu oziroma banovini in pa torej hkrati
imajo namesto občinskega odbora, imajo tako imenovani mestni svet. Zdaj ta zakon iz leta 1934 je potem predvideval tudi tako imenovane komasacije oziroma združitev več občin, saj je bilo njihovo število izjemno veliko, kar bo kasneje povedal tudi moj kolega Žiga. Zdaj, na primer, na vrhuncu v Avstro-Ogrski je bilo občin na Slovenskem kar okoli 1100, medtem ko se je zdaj število v tem času, torej v sredini 30 let 20. stoletja znižalo na okoli 400 in torej občine, podobno kot že prej v času Avstrijskega cesarstva oziroma Avstro-Ogrske, predstavlja tako imenovano dvotirno oblast, saj imajo določene naloge, ki jim je zadala država, ter pa hkrati so voljene in imajo določene avtonomne moči, kot je na primer upravljanje z občinskim premoženjem. Zdaj, tukaj je potrebno omeniti še eno stvar, in sicer torej kar 1/3 slovenskega ozemlja je bila torej pred drugo svetovno vojno del Italije, vendar pač zaradi tega, ker je uprava predvsem na začetku, ko je prehod iz neke vojaške v civilno upravo izjemno zapletena in smo omejeni s časom, zato bom v bistvu povedal torej v okviru druge svetovne vojne približno kakšna je bila tudi uprava takrat, saj se ne razlikuje toliko od torej same matične Italije. Zdaj, uprava na Slovenskem v drugo svetovno vojno, torej imamo načeloma 4 okupatorje, vendar torej nezavisna država Hrvaška je okupirala zgolj nekaj vasic, torej ob slovensko-hrvaški meji, zato smo se osredotočili predvsem na 3 okupatorje. Zdaj, vsak okupator je prilagodil upravo svoji upravi v lastni državi. Zdaj, na primer, Nemci so okupirano območje, ki ga vidimo tukaj v roza barvi, razdelili na 2 zasedeni območji, torej na spodnjo Štajersko in pa na spodnjo Koroško, oziroma torej daljše ime so zasedbena območja Kranjske in Koroške. Potem naslednjo stopnjo uprave so predstavljala okrožja, potem smo imeli tudi 2 okraja, ki sta bila hitro ukinjena, oziroma okraj Dravograd je prešel k matični Koroški, medtem ko torej okraj Ljutomer je bil ukinjen, in pa potem torej imamo občine. Potem Italijani so podobno kot torej že v Julijski krajini, ki je po Rapalski pogodbi pripadala Italiji, so imeli torej tukaj uvedli sicer eno pokrajino, v Julijski krajini jih je bilo že prej 5, torej ta pokrajina je bila Ljubljanska pokrajina, kateri je načeljeval visoki komisar s konzulto, torej ta je bila nek posvetovalni organ. Potem so Italijani sicer torej na matičnem območju, torej v Italiji vmes ukinili okraje, medtem ko so jih torej na tem okupiranem območju v Ljubljanski pokrajini pustili, in pa potem torej najnižjo upravo, podobno tudi kot v Italiji, so predstavljale občine. Zdaj, Madžari, ki so okupirali torej to ozemlje v zelenem, torej območje Prekmurja, so območje razdelili na 2 županiji, torej imamo Zalsko in pa Železno županijo, torej podobno je bilo torej tudi pred letom 1918, ko je bilo torej območje današnjega Prekmurja del Ogrskega kraljestva, potem naprej so se županije delile na okraje in pa torej najnižjo lokalno upravo so predstavljale občine. Zdaj, ker je treba še povedati, je to, da vsem 3 okupatorjem je skupna predvsem ukinitev samouprave, torej naprimer razpustili so občinske odbore in v bistvu niso potekale volitve, temveč so pač nastavljali sebi lojalne uradnike in pa torej povečanje delokroga. Zdaj, naprimer, predvsem občine so bile tiste, ki so morale še bolj učinkovito nadzirati pobiranje davkov, pobiranje dajatev, potem naprimer, kjer je bilo to v praksi, potem tudi vpoklic v vojsko, so torej pač ta povečan delokrog, ki je služil duhu tistega časa, torej predvsem za namene vojske in pa vojne, ki je takrat potekala na raznih ozemljih. Zdaj, po drugi svetovni vojni je današnjo slovensko ozemlje postalo del torej druge oziroma Titove socialistične Jugoslavije. Ta je imela po letu 1945 potem 2 imena, torej Federativna ljudska republika Jugoslavija oziroma Socialistična federativna republika Jugoslavija. Zdaj, neke splošne značilnosti so te, da je bila vloga komunistične partije oziroma zveze komunistov izjemno velika, ni neke prave avtonomije, saj imamo najprej volitve
nek kratek čas z 2 kandidatoma, ki sta načeloma oba mogla biti člana partije oziroma vse ljudske fronte, potem imamo zgolj volitve z enim kandidatom in pa v 70 letih pride do tako imenovanega delegatskega sistema, kjer je ljudstvo torej volilo delegate, ki so o tem odločali v njihovem imenu in v bistvu imamo to hierarhijo, ko nižji torej volijo više, torej ni nekih direktnih volitev. Zdaj, nekaj take splošna značilnost je tudi, da so se vsi organi, tako okrožni, okrajni, krajevni, do leta 1963 imenovali ljudski odbori, oziroma potem po preimenovanju države prišlo do preimenovanja tudi teh, ki so se imenovali ljudske skupščine. Celotno slovensko zemlje je bilo najprej, torej današnje slovensko državno zemlje je bilo takrat, torej do leta 1963 del Ljudske republike Slovenije oziroma potem po preimenovanju Socialistične republike Slovenije. Nižjo pravo so najprej, kot že omenjeno tudi večkrat danes, do leta 1947 predstavljala okrožja oziroma potem med leti 1949 in 1951 so se ta okrožja preimenovala po vključitvi, torej tudi primorske so se imenovala oblasti. Potem do leta 1965 imamo okraje oziroma mesta, ko so potem je prišlo do njihovega združevanja in pa torej počasnega postopnega ukinjanja, kar se je zgodilo leta 1965 in pa do 1952 imamo tudi kraje, torej kot že omenjeno v uvodu, torej to leto med letoma 1945 in pa 52 imamo torej pomanjkanje oziroma torej neobstoj občin. Zdaj leta 1952 potem so ukinjeni kraji in ponovno nastanejo občine. Najprej so se delile, torej kot že prej v prvi Jugoslaviji, na mestne in navadne. Torej že čez 3 leta pa potem nastane tako imenovani komunalni sistem, ki je širil pristojnosti samih občin in torej s tem so se tudi združevale posamezne občine, torej število je padlo nekoliko, torej iz prve Jugoslavije, ko smo rekli, da je bilo okoli 400 občin, se je to število trenutno potem gibalo nekje med 62 in 65 in prav tako so torej te občine oziroma komune predstavljale dvotirnost oblasti, predvsem so imele avtonomijo na področju občinskega premoženja. Torej zdaj tukaj vidimo, da je, ko smo prišli približno do samostojne Republike Slovenije, torej ko imamo danes stanje, ko imamo državo in potem občine in vmes nič, torej tukaj vidimo, kako je prišlo do ukinjanja tako okrožjev in okrajev in v bistvu torej te danes skušamo nekako nadomestiti z nekimi regijami oziroma pokrajinami, kar bo potem več povedal v nadaljevanju moj kolega Jernej. Ja, torej lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot že omenjeno, sem v okviru naše raziskovalne teme se osredotočil na obdobje po osamosvojitvi Slovenije. Svoj del predstavitve sem zasnoval kot kronološki pregled, pri čemer bo na posameznih mestih prišlo do menjavanja tematike občin in pokrajin, vendar se obe dve temi med seboj dosti prekrivata, prav tako pa je tudi podobna zakonodaja za obe področji. Samo osnovo spremembam, ki so se zgodile po osamosvojitvi Slovenije, je predstavlja ustava, ki je bila sprejeta decembra 1991. Slednja je odprla vrata ureditvi lokalne samouprave po zgledu zahodnoevropskih držav, vendar je bilo ustavno besedilo napisano dosti odprto in je omogočalo številne različne interpretacije. Na vse te razprave je pomembno vplivala tudi Evropska listina lokalne samouprave, ki je pri nas stopila v veljavo marca 1997. Listina je izpostavljala pravico do lokalne samouprave kot enega izmed temeljnih načel držav članic Sveta Evrope. Posledično je to pomenilo, da imajo prebivalci v lokalni skupnosti pravico odločati o lokalnih zadevah javnega pomena. Po mnenju Staneta Vlaja, enega izmed strokovnjakov na tem področju, je bila uvedba lokalne samouprave drugo najpomembnejše dejanje državotvornosti. Prvi začetki oblikovanja te lokalne samouprave segajo v leta 1989, resnejše obrise pa je to dobilo leto kasneje, ko je Skupščina Republike Slovenije
imenovala delovna skupina za pripravo zakona o eksperimentalni občini. Delo slednje ni bilo končano, vendar je kmalu zatem Odbor za lokalno samoupravo ustanovil novo strokovno skupino. Ta je leta 1992 pripravila študijsko gradivo na to temo, na podlagi katerega je bil pripravljen zakon o lokalni samoupravi, ki je bil nato sprejet decembra 1993. Zakon je območje občine definiral kot območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Za oblikovanje občine je bilo potrebno izpolnjevati večino od jasno opredeljenih pogojev, ki so našteti tudi na prosojnici. Uzakonjena pa je bila tudi delitev na navadne, mestne in občine s posebnimi statusom. Mesto je lahko dobilo status mestne občine, če je imelo najmanj 10.000 prebivalcev in je bilo geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Izjemoma je status bil lahko tudi podeljen iz zgodovinskih razlogov. Hkrati pa je zakon omogočal tudi, da so občine dobile posebni status, ki je izražal poseben interes države za ohranitev oziroma razvoj posameznega območja. Že v prvem desetletju je bil zakon 4-krat spremenjen. Spremembe so narekovali praktične izkušnje delovanja občin in zahteve ustavnega sodišča. Med drugim so bile jasne določene pristojnosti in naloge občinskih organov. Uzakonjen je bil referendum kot oblika ugotovitve volje prebivalcev. Jasno je bilo opredeljeno spreminjanje občinskih meja in ukinjene so bile občine s posebnim statusom. Do danes je ta zakon doživel več kot 30 sprememb in popravkov. Izpostaviti velja predvsem spremembe pogojev za nastanek občin, tako namesto že prej naštetih jasno opredeljenih pogojev v aktualnem zakonu zapisano samo, da mora občina biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Prav tako je bil dodan podčlen, da mora občina imeti najmanj 5.000 prebivalcev, kar se bo potem v statistični analizi videli, da je bilo dostikrat spregledano. Spremenjeni so bili tudi pogoji za mestne občine. Število prebivalcev potrebnih za prejem statusa se je povečalo za 2-krat na 20.000, hkrati pa je bil dodan tudi pogoj, da mora občina imeti vsaj 15.000 delovnih mest. Zakon je predvideval tudi ustanovitev pokrajin, ki bi ponovno nekako zapolnile vrzel v lokalni samoupravi, ki je nastala v času druge Jugoslavije. Predvideno je bilo, da bodo o ustanavljanju pokrajin odločali občinski sveti, katerih odločitev bi bila nato potrjena ali zavrnjena na referendumu. Glavni namen pokrajin bi bilo pospeševanje gospodarskega, kulturnega in socialnega ravnotežja na ravni pokrajine, kot tudi na ravni države. Med drugim bi tako pokrajine skrbele za vzdrževanje in gradnjo infrastrukture, skrb za odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov ter podobne zadeve. Prav tako pa bi lahko država na pokrajine prenesla del svojih pristojnosti ali in prepustila v odločanje nekatere zadeve, kot je na primer vprašanje varstva okolja, urejanje prostora, prometa, oskrbe z energijo in drugo. Osnova prve faze ustanavljanja občin v samostojni Sloveniji je bil zakon o referendumu za ustanovitev občin, ki je bil sprejet konec januarja 1994. Na podlagi tega zakona sta bila pripravljena 2 modela ustanovitve občin. Prvi model je predlagal 163 občin, pri čemer bi bilo minimalno število prebivalcev 5.000. Drugi model je pa predlagal 239 občin, pri čemer bi bilo minimalno število posamezne občine 3.000 prebivalcev. Na podlagi teh 2 modelov so bili marca 1994 sklicani zbori občanov, katere zapisnike je nato preučila služba vlade za reformo lokalne samouprave in pripravila predlog referendumskih območij. Referendumi so bili izvedeni maja 1994, razen v občini Koper, kjer so referendumi bili izvedeni
septembra istega leta. Kot se je izkazalo, so bili rezultati takšni, da jih je bilo težko ali skoraj da nemogoče interpretirati. Tako je posledično vlada predlagala ustanovitev 147 občin, od tega bi jih 10 imelo status mestne občine. Na sam predlog je bilo tekom razprave v Državnem zboru vloženih več kot 100 amandmajev. Naposled je Državni zbor sprejel zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij oktobra 1994, na podlagi katerega je bilo ustanovljenih 147 občin, od tega jih je imelo 11 status mestnih občin. Po sprejetju zakonodaje so bile tudi potrebno izvesti volitve v organe občin. Te so potekale decembra 1994, ker je šlo za prve volitve v občinske organe, je zato bil narejen poseben zakon, ki je urejal to področje. Kasneje so to področje prevzeli statuti občin. Število članov občinskih svetih je prav tako določal zakon. Če je bilo oziroma na osnovi števila prebivalcev posamezne občini. Če je občinski svet štel manj kot 12 članov, so se ti volili po večinskem sistemu, medtem ko če je bilo več kot 12 članov, so se ti volili po proporcionalnem sistemu. Sočasno z volitvami občinske svete so potekale tudi volitve župana. Županska funkcija je trajala oziroma še traja 4 leta in jo volijo tako kot občinske svete vsi polnoletni državljani s stalnim prebivališčem v določeni občini. Za župana je bil izvoljen kandidat, ki je dobil večino oddanih glasov, prav tako pa je bilo v tem, če ni bilo v prvem krogu, je bil potem še predviden dvokrožni sistem. Naslednja širitev je bila leta 1998 in jo je urejal zakon o postopku ustanovitve občin ter za določitev njihovih območij, ki je bil sprejet julija 1996. Postopke lahko nekako razdelimo v 3 glavne faze. V prvi fazi so predstavljali predhodni postopki, kot so postopek o predlogih oziroma oddaja predloga, do katerega so se nato obravnavali za to pristojni državni organi. Na koncu je v njem odločal še Državni zbor in je potem, če ga je sprejel, razpisal referendum. Druga faza je bila opravljena po referendumu in gre za tako imenovani zakonodajni postopek. Pri tem so bile občine ustanovljene oziroma so se njihove meje spremenile. Zadnja faza pa je tako imenovani postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. Pri tem so se bili izvoljeni občinski organi, sprejet je bil statut občine in drugi akti občinske uprave. Na podlagi zakona in postopkov, ki sem jih omenil, se je maja 1997 začela širitev števila občin. Aprila 1998 so bili na 37 področjih izvedeni referendumi. Po pritožbi na Ustavno sodišče pa je bilo junija 1998 izvedenih še dodatnih 18 referendumov. Posledično je 45 novih občin, ki so uspele zaključiti ta postopek. V obdobju med leti 1998 in 2002 je Državni zbor obravnaval 34 predlogov za ustanovitev novih občin, vendar je med vsemi predlogi uspešno bilo samo Šmartno pri Litiji, ki je leta 2002 tako postalo 193. slovenska občina. Zakonsko podlago za širitev leta 2006 pa je prinesla novela k Zakonu o lokalni samoupravi julija 2005. S to spremembo je ta zakon celovito urejal postopke in oblikovanje občin, tako da predhodni zakon, ki je bil v veljavi od leta 1998, ni bil več potreben. Postopki so kljub temu ostali podobni kot prej. Predlagatelji so svoj predlog podali Državnemu zboru, ki je nato po
se ta predlog do njega opredelili za to pristojni organi. Na koncu je državni zbor sprejel in razpisal referendum ali pa je to pobudo zavrnil. Postopek je v tem obdobju uspešno izpeljalo 17 novo ustanovljenih občin, s čimer se je število slovenskih občin povečalo na 210. Prav v tem obdobju je nekako prišlo do poskusa oblikovanja pokrajin. Samo ta postopek oblikovanja pokrajin iz prvega zakona o lokalni samoupravi leta 1993 se je izkazal za neuspešnega. Že konec 90-ih let je bilo nekaj poskusov spremembe te zakonodaje, vendar je nov zagon ustanavljanja pokrajin dobilo leta 2006, ko je v državnem zboru so nekako uspeli skleniti nek zadosten konsenz za spreminjanje te zakonodaje. Glavna sprememba pri tem je bila to, da je zakon ustanavljanja pokrajin iz rok občinskih svetov prenesel v roke državnega zbora. Z urejeno zakonodajo pa se je potem začela debata o ustanavljanju pokrajin, pri čemer je bila glavno vprašanje njihova velikost in število samih pokrajin. V ospredju je bilo nekako število 12 in 14. Na predstavitvi imam dve sliki, ki sta mogoče malo obrezani, vendar nekako predstavljate to nekako okvirno delitev, ki je bila takrat nekako v debati. Leta 2008 se je vlada odločila, da bo razpisala posvetovalni referendum na to temo, vendar je bil ta predlog s strani stroke močno kritiziran, da je pomanjkljiv in da ni zajel mnenj stroke. To se je tudi potem izkazalo na samem referendumu, katerega volilna udeležba je bila nekaj manj kot 11%. S tem se je nekako ponovno za nekaj časa končalo oziroma je postopek ustanavljanja pokrajin ponovno zastal. Zadnja širitev občin sega v leto 2011, ko sta bili še s številnimi zapleti ustanovljeni občina Mirna in pa občina Ankaran. K razdrobitvi občine Koper je že v preteklosti večkrat pozvalo Ustavno sodišče. Po več neuspelih poskusih je državni zbor le razpisal posvetovalni referendum na področju Ankarana, ki je bil izveden novembra 2009. Ta je bil uspešen saj se je 56% volivcev opredelilo za nastanek nove občine. Nato je državni zbor sprejel in ustanovil občino, vendar je državni svet nato podal veto in v ponovnem odločanju v državnem zboru predlog ni dosegel potrebne večine. Potem se je bila podana pritožba na Ustavno sodišče, ki je potem po številnih komplikacijah le ustanovilo občino Ankaran in razpisalo volitve v organe slednje za leto 2014. V senci vsega tega dogajanja je potekalo ustanavljanje občine Mirna. Ta je imela zadostno podporo volivcev oziroma poslancev, vendar je prišlo do tega, da je bil predlog vezan skupaj z ustanovitvijo občine Ankaran in je bil potem ta predlog oba zavrnjena. Potem po odločitvi Ustavnega sodišča so poslanci ponovno odločali o ustanovitvi občine Mirna in je bila ta pobuda uspešna. Tako je bila občina Mirna 2010 ustanovljena kot 211. slovenska občina, leto kasneje pa še potem občina Ankaran kot 212. slovenska občina. V zadnjem obdobju je ponovno oživela pobuda ustanavljanja pokrajin. V ospredje je prišla lani na pobudo predsednika države Boruta Pahorja, predsednika državnega sveta Lojza Kovšce, skupnosti občin, združenja občin in združenja mestnih občin Slovenije, ki so ustanovile oziroma oblikovale skupino strokovnjakov, katere namen je bila priprava osnutka zakonodaje za ustanovitev pokrajin.
Strokovna komisija oziroma strokovna skupina je oblikovala zakonodajo, s katero bi teritorialno členili Republiko Slovenijo na 12 pokrajin. Zakonodaja je tudi urejala naloge, organizacijo, financiranje, pokrajinsko upravo ter sodelovanje na eni strani med posameznimi pokrajinami, ter tudi med pokrajinami in državo. Kolesje spreminjanje te zakonodaje se še vrti. Po mnenju vodje strokovne skupine Boštjana Brezovnika, pa če bi bil ta postopek uspešen, bi lahko imeli do konca desetletja ustanovljene slovenske pokrajine. V zadnjem času tudi v ospredju ustanavljanje novih občin oziroma sprememba statusa že obstoječih občin. Septembra letos je bil v Državni zbor vložen predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma ustanovitev občine Golnik, ki ga je prejšnji mesec komisija Državnega zbora pristojna za to področje podprla. Prav tako je pred nekaj dnevi ta predlog podprl tudi za to pristojen odbor. Pristojni odbor je pa tudi konec prejšnjega meseca odločal o tem o pridobitvi statusa mestne občine za občine Jesenice, Brežice in Krško. Pred tem sta bila Jesenice in Brežice neuspešni in nista dobila zadostne podpore, medtem ko je občina Krško pridobila za to potrebno podporo. Ponovno je bilo v ospredju predvsem v debatah problematika izpolnjevanja vseh zakonsko predpisanih pogojev. Tu je predvsem v ospredju število delovnih mest. Glavni argument članov odbora, ki so podprli širitev oziroma spremembo statusa občine Krško, je bilo to, da se že v preteklosti prihajalo do tega, da se zakon ni upošteval dosledno in da lahko se to uporabi tudi zdaj. Prav tako se ta problematika drobljenja občinske uprave oziroma večanje števila občin v ospredje prišla lansko leto ob zapiranju države. Številni so lahko na lastni koži občutili negodovanje nad omejeno ponudbo storitev v posamezni občini, prav tako pa se je izkazalo, da večina prebivalcev ne pozna mej lastne občine. Če že zaključujem mogoče nekako na tem s problematiko, pa velja izpostaviti še to problematiko centralizacije. Po mnenju strokovnjakov je centralizacija Slovenije predvsem posledica tega dolgega postopka ustanavljanja občin, mislim pokrajin oziroma pomanjkanja pokrajin, s čimer se potem le krepi centralizacija glavnega mesta in druga področja nekako je razvoj bolj počasnejši. To bi bilo z moje strani vse, da pa predlagam še nam besedo kolega Živ. Dober večer. No, moj del je bil nekoliko bolj statističen. Hotel sem nekako čim bolj nazorno prikazati, kar se je dogajalo. Na prvih dveh grafih lahko vidimo, kaj se je dogajalo z okrožji in z okraji. Pri okrožjih lahko vidimo, da so bila kar ukinjena, medtem ko pa pri okrajih lahko vidimo, da je število bilo bolj konstantno do leta 1965, ko so jih tudi ukinili. No, naše sosede imajo med občinami in med oblastjo še druge stopnje, to so lahko 2 ali 1. Tukaj je zanimiva primerjava med Slovenijo in med Hrvaško, kajti obe so bile v isti državi od avtokratiske monarhije, pa potem vse do leta 1991. Vendar je Hrvaška uvedla županije, ki so bile sicer del ogrske ureditve,
Vendar pa pri Sloveniji še vedno ni prišlo do neke vmesne stopnje, kar se potem tudi vidi na samih občinah, kajti je zelo veliko število prebivalcev na samo občino. No, tukaj na grafu lahko vidimo število občin skozi zgodovino. Največ občin je bilo leta 1918, nekaj več kot 1000, najmanj pa leta 1955, ko jih je bilo 62. No, zakaj je bilo pa sprva toliko občin? Tukaj gre predvsem za vprašanje mobilnosti prebivalstva, kajti takrat je bila mobilnost zelo majhna, večina prebivalstva je bila samo v svoji vasi in se ni premikala okoli. Sčasoma se je to spremenilo s tehnologijo in tako naprej in je prišlo do procesa večanja občin. Od leta 1998 naprej je pa drugi trend, to je pa trend, da se število občin veča. Kot lahko vidimo, nekako na vsakih 5 let pride do povečanja števila občin. Tukaj je vzrok za povečanje števila občin ta, da so prebivalci prepričani, da imajo večje korist, če imajo lastno občino, da glas ima večjo težo in to, da lažje pridejo v stik z osebami, ki tudi imajo moč odločanja. No, tukaj pa graf prikazuje število občin po regijah. Najmanj občin ima Zasavska regija, samo 4, največ pa Podravska 41. Vendar pa velikost same regije ni odvisna od tega, koliko občin bo imela. Torej, če je večja regija, bo imela več občin. To je na primeru največje regije, to je jugovzhodna Slovenija, ki je šele na 5. mestu po številu občin. No, še dve tabeli, ki deli občine po skupinah glede na površino in pa število prebivalcev na občino. Pri površini je najmanj največjih občin, medtem ko je pa najmanjših nekoliko več. Največ pa je vmesnih občin, kar je tudi obarvano z oranžno barvo. Nekako podobna razporeditev je tudi pri prebivalstvu. Tukaj sta dva zanimiva podatka. Prvi je ta, da je kar 158 občin, kar je 74% vseh občin, ki imajo manj kot 10 tisoč prebivalcev. Še bolj zanimiv je pa podatek, da je 110 občin, oziroma to je 52%, kar je tudi obarvano z rumeno barvo, ki ima manj kot 5000 prebivalcev. In to je tudi eden od kriterijev, da se občina ustanovi. Kot lahko vidimo, ta kriterij se ne upošteva. Vzroki za to so pa gospodarski, obmejni, zgodovinski in tako naprej. Tako lahko, na primer, da je nastala občina, ker je tam neka gospodarska enota, oziroma ker je občina že torej, da izhaja to iz zgodovine. No, tukaj na grafu pa lahko primerjamo število občin glede na površino ter na prebivalstvo. Tako lahko vidimo, da do 4. skupine površina občin strmo narašča, medtem ko pa prebivalstvo pa nekoliko manj. Sicer pa vidimo, da je minimum glede na prebivalstvo v drugi skupini, na površino pa v prvi, maksimuma za prebivalstvo je pa v 5. skupini, za površino pa v 4. skupini. To bi bilo vse z moje strani. Torej, zdaj še neka zaključna beseda. Torej,
kot smo že povedali v uvodu, smo si zastavili nekako ta krajši zgodovinski pregled, kako je v bistvu prišlo do stanja, ki ga imamo danes. Potem je kolega Jernej predstavil razvoj občin in pa vse te problematike, ki imamo danes z razvojem oziroma z nastankom pokrajin. Potem je Žiga nekoliko predstavil statistični pregled, in torej tako zgodovinski kot današnji, in pa torej upamo, da smo hkrati uspešno predstavili pač to problematiko, ki imamo predvsem pri današnji ureditvi administrativne v Sloveniji, ko imamo na eni strani predvsem veliko število občin, potem imamo pomanjkanje regij, centralizacijo in pa seveda torej ta problem smo nenazadnje tudi pač vsi skusili v zadnjem letu pa pol, recimo, ko smo bili zaprti v lastnih občinah zaradi COVID ukrepov oziroma potem jeseni in spomladi, ko smo bili zaprti na svoje statistične regije, kateri verjamem, da vsaj 95% ljudi nima absolutno pojma, kje so te meje, in v bistvu, torej, če pogledamo naprimer tudi v sosednje države, te so v času COVID-a, torej so se ukrepi najprej sprejeli na nekih regijskih oziroma pokrajinskih in šele potem na občinski ravni. Zdaj, to bi bilo z naše strani na koncu vse in smo odprti za vsa vprašanja. Hvala. Rad bi se zahvalil v imenu muzeja in seveda tudi vseh prisotnih za zanimivo predavanje. Kot si že omenil, če so kakšne vprašanja, je to zdaj čas, ko jih zastavite. Kar z besedo na dan, če koga kaj zanima, če ste bolj sramežljive sorte, lahko tudi pišete v chat, pa bom jaz prebral vprašanje. Sicer pa, dokler zbirate pogum, mene zanima mogoče nekaj, no. Če ste mogoče tekom priprave v teh dneh ali pa v tem mesecu ali pa mogoče že tekom pisanja same seminarske zasledili, kakšno je zdaj to stanje s tem zadnjim predlogom občin, tega, ki ste čisto na koncu pokazali zemljevid. Ali je to zdaj zastalo, ali se dela kaj na tem, ali je to spet ali smo spet v stanju, ko 10 let ne bomo govorili o tem, pa bomo leta 2040 spet začeli malo obujati to, kakšno je zdaj stanje, če ste zasledili. Po ustanavljanju občin ali pokrajin? Pokrajin, sorry. Pokrajin, jaz malo gledal to članke, pa kakor sem gledal, je že lansko leto so bili 3 osnutki zakonodaje na tem področju ustanovljeni, jih je že obravnaval Državni zbor, sam potem je Državni zbor dal te odločanje občinskim svetom, ki so imeli nekako prvo čas do februarja letošnjega leta, vendar sem potem še kot eno novico našel, da so to julija zdaj predstavili, zdaj pa zadnjo, če se pa kaj že to se kaj spreminjali, pa še nisem zasledil. Mogoče edino, malo sem pozabil omeniti pri tem zadnjem ustanavljanju občin, ta predlog za ustanavljanje mestne občine Krško naj bi bil jutri na seji Državnega zbora in naj bi zdaj poslanci še dokončno odločili, ali bojo sprejeli spremembo statusa ali ne. Hvala, zanimivo. Kakšno vprašanje mogoče? Če ne, spet se zahvaljujem v imenu muzeja, ne samo za naše predavanje, pa za celotno sodelovanje od tega zadnjega, približno pol leta. Hvala, ostajamo itak v stiku. Zahvaljujem se seveda nenazadnje tudi vsem poslušalcem, vsem prisotnim danes. Hvala, ker ste prišli. Upam, da se naslednjič vidimo v prostorih našega muzeja. Samo čas bo dal odgovor na to vprašanje. In lep dan oziroma večer pravzaprav še naprej. Hvala.